Smo sredi zimskih počitnic, ki se iztekajo v vzhodnem delu države in ki se bodo s ponedeljkom začele v zahodnem delu. Zima se je za nekaj dni spet vrnila, potem ko je že dišalo po pomladi, kar je seveda dobrodošlo za vse ljubitelje zimskih radosti. Te pa so še vedno takšne, da niso povsem običajne, kot so bile pred korona krizo. Nocojšnji poudarki. V ponedeljek zasedal Litijski občinski svet. Tudi v občini Moravče so imeli svetniki 13. redno sejo. Gradnja nove podružnične šole v Hotiču vse bliže. Saga o Cerozu se nadaljuje. Kaj na očitke županov 4 zasavskih občin odgovarja županja Trbovelj Jasna Gabrič. Dnevni red ponedeljkove seje občinskega sveta Litija je vseboval kar 15 točk. Večina izmed njih so bila poročila o poslovanju javnih zavodov za preteklo leto. Med drugim pa so občinski svetniki obravnavali tudi problematiko o stanju lokalnega kulturnega spomenika Grad Ponoviče, ki že leta propada in mu grozi neslaven konec. Razprava, je bila zelo korektna na to temo. In sicer smo pregledali izdelano gradivo, ki je vsebovalo prvič nek oris zgodovine tega objekta, dejansko potem sedanje trenutno stanje in pa tudi, izjavo oziroma mnenje trenutnega lastnika, kakšne načrte imajo s tem objektom. Gre za objekt kulturnega spomenika lokalnega pomena, ki ga je z odlokom, zaščitila občina Litija pred leti in žal moram priznati, da objekt neslavno propada zaradi pomanjkanja vlaganj v tako zgradbo, ker je prišlo do poškodb na strehi in zamakanja in posledično potem tudi do večjih poškodb same konstrukcije. Iz te izjave lastnika smo lahko razbrali, da trenutno oni lastnih sredstev nimajo namenjenih za obnovo tega objekta. Svetniki so potem že tudi na seji in pa prej pojasnili oziroma dali pobudo, da bi iskali rešitev v možnosti, da bi se ta spomenik razglasilo za spomenik državnega kulturnega pomena in da bo občina to vlogo pripravila. Seveda je velika neznanka, ali bomo s tem tudi dejansko uspeli ali ne, ampak bil je sprejet sklep, da se taka vloga pripravi in da se potem proba, priti do tega, da se ga uvrsti v državni pomen, s tem bi se pa tudi potem zelo olajšalo pridobiti vanje določenih sredstev za ta objekt, ker brez večjih vlaganj je objekt dejansko namenjen propadanju. Občina Litija kot taka sama ne more vlagati v ta objekt, ker ni v njeni lasti, tudi sredstev nimamo za to namenjenih. Smo pa, kot že omenjeno, pripravili sklepe v tej smeri, da bomo vodili aktivnosti v tej smeri, da skušamo pridobiti kakšno sofinanciranje strani države. Lastnik je tudi pojasnil, da je že pred leti imel morebitnega oziroma potencialnega kupca in da posel takrat ni bil realiziran. Tako da iščejo tudi oni rešitve v tej smeri, če bi se nekdo pojavil, ampak stanje je tako, da v to mi na občini preveč upov ne polagamo. V sredo se je na 13. redni seji sešel občinski svet Moravče. Začela se je z obravnavo občinskega statuta, ki ga občina že dolga leta želi spremeniti in s tem urediti določene probleme, ki so povezani z njim. Med drugim gre za povečanje števila svetnikov z do zdaj 14 na 15. Na začetku je župan dr. Milan Balažic to utemeljil z dejstvom, da se je občina Moravče od ustanovitve, ko je imela dobrih 4000 prebivalcev, povečala za okoli 2000 in tako ji zakonsko pripada več svetnikov. Poleg tega statut predvideva tudi ustanovitev vaških skupnosti, saj po navedbah župana krajevne skupnosti v tem trenutku sploh ne delujejo in je zato veliko bolj smiselno organizirati vaške.
V uvodu je sledila daljša razprava, v kateri pa je moravška opozicija odločno nasprotovala predlogu statuta v takšni obliki. Po njej je župan pred glasovanjem še enkrat pozval občinski svet. Čisto vse analize navajajo, da gre pri našem zraku, pri vodi, pri tleh za visoko presežene vrednosti ali posebnosti težkih kovin. Anketno je bilo potem tudi ugotovljeno nenavadno visoko število rakov v bližini deponije Drtija, glede na odstotek prebivalstva. Smo na eni strani soočeni z dejavnostjo podjetja Termit, kjer gre za odlaganje nevarnih težkih kovin in strupenih fenolov in formaldehidov. Druga velika zadeva je seveda Gradiško jezero. To smo zdaj zadnjo analizo ugotovili, da vse te izcedne vode, ki jih Drtiščica nosi naprej, se seveda potem nalagajo v mulju Gradiškega jezera in ravno v tem mulju smo zadnjo analizo potrdili neverjetno visoke vsebnosti težkih kovin. Človeku se zvrti v glavi, koliko je tam tega, in jaz sam vem, ko sem lani poleti hodil naokrog, ljudje so tam lovili ribe, imeli piknike, jedli te ribe, otroci so se z neke ovijalke spuščali dol, ne vedoč, kaj je v tem jezeru. Kaj vse Termit nam nosi? Ja, nosi nam marsikaj, ampak v nas so to slabe stvari. Tistih nekaj delovnih mest ne odtehta tega, pa tistih 50 000 na leto, ki jih dobi občina za koncesnino, ne odtehta tega, kar se dogaja s to dolino. Ker je za potrditev statuta občine potrebna 2/3 večina, to je v občinskem svetu v Moravčah 10 svetnikov, je bilo glasov za premalo in predlog statuta ponovno ni bil potrjen. Eden izmed večjih projektov v občini Litija, ki se bo v kratkem realiziral, je tudi gradnja nove podružnične šole Hotič. Zdajšnjo je dodobra načel zob časa in v nobenem pogledu ne zadostuje več normalnim pogojem dela. Tako je občina že pred časom intenzivno pristopila k pripravam vsega potrebnega za novogradnjo. Dobrodošel pa je bil razpis vlade za sofinanciranje gradenj v objekte za vzgojo in izobraževanje. Mislim, da smo zdaj res v tisti zaključni fazi osnovnega projektiranja, se pravi izdelava DGD dokumentacije za vložitev, za pridobitev gradbenega dovoljenja, podružnične šole v Hotiču skupaj z vrtcem in večnamensko dvorano. Zdaj te dni se bo ta dokumentacija bo dokončno izdelana in v prihodnjih dneh bomo potem tudi vložili dokument na upravno enoto za pridobitev gradbenega dovoljenja. Seveda je zdaj tudi objavljen razpis Ministrstva za šolstvo in šport in z projektom Hotič se bo občina Litija prav tako javila tudi za sofinanciranje. Upajmo, da bomo za tem projektom in pa projektom Najdi Hojca uspešni, ali pa da smo uspešni vsaj za enim projektom, ker bi s tem zagotovo nam bistveno olajšali, se pravi, izvedbo projektov, poleg seveda vseh načrtovanih drugih projektov, ki jih imamo, in seveda, da končno dobimo in pridemo tudi do same gradnje nove šole v Hotiču. Vse skupaj načrtujemo v prihodnjem letu, v letošnjem letu. Se pravi, najprej sledi pridobitev gradbenega dovoljenja, potem izdelava podrobnejše PZI dokumentacije in konec leta, v začetku prihodnjega leta, tudi sam razpis za izbiro izvajalcev in potem sledi gradnja.
Agonija okrog Ceroza in odstopa občine Trbovlje iz tega medobčinskega regijskega centra se nadaljuje. Potem, ko je bilo veliko povedanega na novinarski konferenci Zdravstvenega doma Trbovlje in trboveljske občine ter po novinarski konferenci županov občin družbenic omenjene družbe, na katero Gabričeva ni bila povabljena, je v medije poslala izjavo o očitkih in obtožbah, ki so bile na njej povedane. Ne vem, pravijo, da je vplivalo slabo na odnose, mi smo bili vedno korektni, mi nobenih projektov nismo tako delali, bom rekla, nekako zahrbtno ali pa na kakršenkoli drug način. Nikoli nisem jaz kdajkoli zahrbtno koga od županov klicala kakšnega županskega kolega, pa ga prepričevala, naj ne sodeluje s katero od občin teh omenjenih prej, zato da bi se samo z nami prijavil, da bomo dobili projekt in še bi lahko naštevali. Tako da brez veze o teh medsebojnih sodelovanjih. Občina Trbovlje je, kar se tiče regijskih zadev, vedno korektno opravlja svoje naloge. Imamo pač tak občutek, da se bolj dela neka medijska gonja, tudi proti meni osebno. Sem že tudi slišala, jo bomo pa s Cerozom in na tej tematiki odnesli z mesta županje in da je ne bo ratal še kdaj na volitvah. Tako da to so vse tako zelo politično nastrojeni, pa bom rekla, da način komunikacije, ki po mojem ni najbolj primeren za nekoga na takšni poziciji. Zadeva s Cerozom in z odstopom Trbovelj se vleče že več kot leto dni. Kaj o tem, kdaj se bo zadeva končala, misli trboveljska županja? Moje, glede na to, kako so nekateri zagreti, pa če resno razmišljajo o tem, da bodo s to tematiko mene sesuvali politično, bo po moje to vlekli kar še zelo dolgo. Mi nikoli čez popaz, da nismo bili tisti, ki smo prišli prvi v medije, nikoli da lahko preverjate v smislu, da bi žalili, da bi si izmišljevali neke stvari. Vedno, če smo šli v medije, smo šli tako kot zdaj, kot obramba, da smo se mogli zagovarjati pred medijimi, torej tistimi, katerim so oni prosili take ali drugačne svoje poglede. Učenci in dijaki Gorenjske, Goriške, Notranjsko-kraške, Obalno-kraške, Osrednjeslovenske in Zasavske statistične regije, pa tudi iz nekaterih občin jugovzhodne regije, v ponedeljek začnejo zimske počitnice. Za vse tiste zasavske otroke, ki bodo med počitnicami doma, je Društvo prijateljev mladine Zagorje ob Savi pripravilo počitniški program. V času počitnic organiziramo skupaj z Društvom prijateljev mladine Trbovlje in pa z Večgeneracijskim centrom Zasavje za vsak dan različne aktivnosti. V ponedeljek bo kolo presenečenja, v torek ugani in zadeni, kviz, kjer bomo imeli tudi nagrade. V sredo bo stilski izziv, v četrtek bomo izdelovali žoge za žongliranje in se tudi naučili, kako žonglirati. V petek pa bo ustvarjalnica prstne lutke. Ja, žal, situacija še ni takšna, tudi mi bi si želeli, da bi lahko bili z otroki v živo, potekala bo prek spleta, prek Zooma, tako da vabim vsi, ki se želite udeležiti delavnic, da se prijavite na naš mail ali pa mail Društva prijateljev mladine Trbovlje in vam bomo poslali povezavo, na kateri se dobimo. V Zasavju je imelo smučanje včasih velik pomen, zato se še danes ohranja smučarska dediščina, ki je na celotnem prostoru Zasavja pustila velik pečat. Ja, tradicija je kar dolga. Prvi zapiski, pa tudi slikovno imam jaz iz 1912 leta. No, smučarska sekcija se je pa ustanovila 1923 leta, samo to je spadalo pod planinskim društvom. To se je rekli SPD, no. Kot samostojno društvo je pa smučarsko društvo Trbovlje se ustanovil leta 1935. To se pravi, da letos praznujemo 87-letnico. Tako da je eden najstarejših društv v Sloveniji. Boris Zupan Španc je dolgoletni smučarski trener in nekaj časa tudi predsednik Smučarskega društva Trbovlje, danes pa se ukvarja predvsem z zbirateljstvom smuči in opreme, pa tudi kmečkega orodja. Tudi kakšno starodobno vozilo bi se našlo v njegovi zbirki. Več o tem po ponedeljek v oddaji Aktualno. Knjižnica Litija obvešča svoje člane, da lahko od ponedeljka ob upoštevanju nekaterih omejitev znova vstopajo v njihove prostore in si tudi sami izbirajo gradivo. Svetujejo in pozivajo, da člani še vedno čim več gradiva naročajo vnaprej. Obisk čitalnic in uporaba računalnikov še nista mogoča. Knjižnica je odprta po rednem urniku odprtosti, ob sobotah pa imajo zaprto.
Za konec oddaje pa še naslednje povabilo. Smučišče na Dolah pri Litiji je odprlo letošnjo smučarsko sezono. Ta se je začela že ta ponedeljek, ko se je začelo obratovanje vseh naprav. In odprto je od ponedeljka do petka od 14. do 20. ure, ob koncih tedna pa od 9. do 20. Vsak smučar, ki je starejši od 12 let, mora ob nakupu smučarske vozovnice predložiti negativni test na COVID-19, ki ni starejši od 7 dni, ali potrdilo o prebolenju COVID-19, ki ni starejše od 6 mesecev, ali potrdilo o cepljenju na COVID-19. Otroci do 12. leta pa ne potrebujejo nič od naštetega. Vsem ljubiteljem zimskih radosti želijo lepo smuko ob upoštevanju vseh ukrepov za zajezitev širjenja virusa. Mi pa se vam zahvaljujemo za današnjo družbo in vas lepo pozdravljamo.